Kako pa lahko zaščitimo in negujemo našo kožo v poletnem času? Odgovore smo dobili pri Jeleni Dimitrijevič v ekološki trgovini Kalček v Ljubljani. Jelena, zakaj je pomembno, da se izpostavljamo sončni svetlobi? Ja, sonce ni samo zaradi tega tukaj za nas, da bi se proizvajal vitamin D, kar je zelo pomembna v bistvu zadeva, ampak predvsem tudi zaradi tega, da ohranja naše zdravje, zdravje našega imunskega sistema, da se lažje borimo proti virusom, bakterijam, da preprečimo kakšne posebne bolezni. Poznamo tudi helioterapijo, ki se nekoč pridno uporablja, tudi so zdravili tuberkulozo, recimo s to vrstno terapijo, ampak tudi kakšne mentalne bolezni. Tako da to je en tak eliksir našega zdravja, ampak predvsem nekako sonce povezujemo z vitaminom D. Nažalost, moderen človek je preveč v zaprtem prostoru, premalo izpostavljen sončni svetlobi, temu so botrovale tudi tiste sončne kreme, tisto opozarjanje, kako je sonce nevarno in tako dalje, čeprav raziskave čisto govorijo nekaj nasprotnega. Tisti, ki so najmanj izpostavljeni sončni svetlobi, zbolijo za rakom, recimo kože, tisti maligni melanom. Tudi se pojavi tudi na teh delih telesa, tam, kjer smo najmanj izpostavljeni v bistvu sončni svetlobi. D-vitamin pa je ključen, tukaj govorimo seveda o hormonu, ki se s pomočjo holesterola tudi presnovi in se proizvede tista aktivna oblika vitamina D. In je dovolj zelo malo časa, 15-20 minut do pol ure na dan, takrat, ko je res sonce aktivno, da smo izpostavljeni soncu, da se tvori tudi tam nekje 10 do 15 tisoč enot vitamina D. Tako da vidimo, da tudi prehranska dopolnila in tiste količine, ki jih svetujejo, so dejansko premajhne, da bi zadovoljili tiste potrebe po vitaminu D. In zakaj je še pomemben, ne samo zaradi zdravja naših kosti, ampak imunski sistem, virusi, bakterije, preprečevanje osteoporoze, tudi recimo kakšne mentalne bolezni, multipla skleroza, marsikaj je povezano s pomanjkanjem vitamina D in večina tistih, ki zbolijo za rakom, v bistvu imajo pomanjkanje vitamina D, tako da to je najboljši način, kako naj ga zaužijemo. Če pa recimo nismo dovolj izpostavljeni sončni svetlobi, tudi v tem poletnem času ne bomo imeli zalog za jesen, zimo, ga je treba res jemati. Kako pa lahko kožo vseeno zaščitimo pred močnimi sončnimi žarki in seveda kako kožo negujemo? Ja, v bistvu seveda, če smo več izpostavljeni soncu, takrat lahko pride do poškodb, tudi na celični ravni, proizvajajo se prosti radikali in tukaj nam antioksidanti izjemno pomagajo, spet sadje, zelenjava, ampak poudarjam, ogromno antioksidantov imajo začimbe, tako da dodajmo to v svoje solatke, v svoje jedi, ker na tak način bomo tudi preprečili nastajanje preveč prostih radikalov, ki poškodujejo naše telo. Hkrati nekateri vitamini, minerali so zelo pomembni za našo kožo, se pravi dovolj vitamina E, vitamina C, vitamina E, vitamina D, tudi vitamini B kompleksa, cink, selen, to so tudi nutrienti, ki jih nujno rabimo v tem času, ko je koža bolj izpostavljena kakšnim poškodbam. Vsekakor je dobro, da uporabljamo naravne sončne kreme. Izpostavljamo se soncu takrat, ko je to potrebno, da bi se proizvajal vitamin D, ampak hkrati se moramo zaščititi in tega ne delamo s kemičnimi kremami, zaradi tega, ker vsebujejo in hormonske motilce in različne toksične snovi. Od tistih krem, ki so naravne, uporabljamo tiste, ki vsebujejo titanijev dioksid in cinkov oksid, ampak ne v nano obliki. Potem recimo lahko kakšna olja uporabljamo, ki imajo visok zaščitni faktor, kot so recimo olje pšeničnih kalčkov, tudi olje iz mareličnih pešk, tudi recimo korenčkovo olje, odlična, tudi recimo kakšno karitejevo maslo je fajn, če želimo dobiti malo lepšo barvo. In potem, ko se sončimo in če je koža majčkeno poškodovana, si lahko pomagamo s tem, da si namažemo z aloe vero. V bistvu užijamo vse tiste nutriente, ki so potrebni, da se koža hitreje in boljše obnavlja in to je to. Jelena, kaj pa tisti, ki recimo niso dovolj na soncu, vseeno rabijo dodatnih vitaminov? Res veliko, nažalost. Vsekakor, zaradi tega, ker resnično moramo preprečiti nastanek različnih bolezenskih stanj, ki so povezana s pomanjkanjem vitamina D in takrat, čeprav je sonce boljši vir, bolj naraven, je treba dodajati vitamin D. Jaz priporočam tega veganskega, ki je narejen iz lišajev, minimalno 4000 enot, nekateri rabijo tudi malo več, posebej v tem jesenskem, zimskem času, tako da boljše, da preprečimo stvari, kot da se zgodi nekaj hudega.